prireditvi, zaključni prireditvi Občinske turistične zveze Brežice ob letošnjem svetovnem dnevu turizma. V naši sredi prav lepo pozdravljam podžupanjo občine Brežice, gospod Katjo Čanžar. Gospoda Jožeta Lovenjaka, predsednika občinske in regijske komisije Moja dežela lepa in gostoljubna, je še vedno na poti, ampak je zagotovil, da pride. Gospod Mileno Vranetič, članico upravnega odbora vse prejemnike priznanj, izvajalce kulturnega programa, gospoda Davorja Lipeja, ki je prisoten kot mediji, ki bo poročal o današnji prireditvi in vse ostale vabljene goste. V uvodu vam bomo predstavili nekaj utrinkov iz letošnje strokovne ekskurzije, ki smo jih imeli v ponedeljek 26. septembra. Z nocojšnjo prireditvijo zaključujemo projekt ob svetovnem dnevu turizma, ki smo ga praznovali včeraj. Aktivnosti so potekale od ponedeljka, ko smo se predstavili na stojnici pred mestno hišo, se podali na strokovno ekskurzijo po poteh projekta Moja dežela lepa in gostoljubna, odprli zeleno okno na Sromljah, pa včeraj na sam svetovni dan turizma, ko smo ponovno imeli stojnico pred mestno hišo, sodelovali pri dejavnostih na osnovnih šolah, kjer so se z našo pomočjo vključili v aktivnosti ob tem prazniku in ob tem na podružnični osnovni šoli Kapele odprli zeleno okno. In danes, na zadnji dan aktivnosti, ponovno s promocijo na stojnici in sklepnim dejanjem s podelitvijo priznanj v projektu Moja dežela lepa in gostoljubna na občinski ravni. Ob letošnjem svetovnem dnevu turizma smo se povezali Občina Brežice, Posavski muzej, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino, Fakulteta za turizem in Občinska turistična zveza ter predstavili delo na turističnem področju v naši občini na novinarski konferenci, ki je potekala v Brodarski hišici na Mostecu. Pridružil se nam je tudi predsednik Turistične zveze Slovenije, gospod Peter Misja. Dogodek smo izkoristili tudi za otvoritev zelenega okna, saj je letos na pobudo Turistične zveze Slovenije stekel omenjeni projekt. Simbolično dejanje ima svoj pomen. Druženje, popularizacijo turizma, ozaveščanje o turizmu in njegovem pomenu vpliva na svet, seznanitev javnosti z različnimi možnostmi turizma, popularizacija manj znanega območja države, zeleni turizem, osnova za razvoj krožnega gospodarstva, danes Slovenije, odlična popotnica za razvoj države in državljanov, sodelovanje tako inštitucij kot posameznikov na temo razvoja podeželja, turizma oziroma gospodarstva. Zdaj pa predajam besedo Ani, ki nas bo popeljala skozi oziroma vodila skozi program. No, sedaj pa lepo pozdravljam gospoda Lovenjaka, ki je z manjšo zamudno prispel. Danes ne bomo samo govorili, pa vabim učenko osnovne šole Pišetce, Timejo Račiš Oborevc, da nam nekaj zaigra.
turizma bo spregovorila predsednica Občinske turistične zveze Brežice, gospa Branka Stegar. Ker sem že nekaj uvodnih besed spregovorila, bom pa prebrala dejansko poslanico ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je v svoji poslanici zapisal. Ljudje smo vedno potovali. Zadnje desetletja pa je število oseb, ki ima priložnost potovati, izrazito naraslo. Po podatkih Svetovne turistične organizacije smo leta 2015 v svetu zabeležili že 1,184 milijarde prihodov turistov, od tega v Sloveniji kar 3,9 milijona, kar je bistveno več kot vsa leta pred tem. Turizem morda na prvi pogled pomeni oddih od vsakdanjih obveznosti in odkrivanje novih destinacij, vendar je mnogo več kot to. Turizem pomeni tudi širjenje obzorij, tkanje niti med znanim in neznanim, širitev zavedanja, medsebojnega spoštovanja in razumevanja. In ravno zato, ker so učinki turizma poleg gospodarskih povezani še s pomembnejšimi, zato, ker je turizem tudi promotor miru in spoštovanja, moramo mi kot predstavniki turistične ponudbe spoštovati pravice do vseh možnosti biti turist. Letošnji svetovni dan turizma občujemo ravno dostopnosti turizma, turizem za vse. Prav bi bilo, da so turistična doživetja in z njimi povezane radosti dosegljive tudi vsem ranljivim ljudem, kot so gibalno, senzorno, psihično in intelektualno ovirani ljudem, ki so v socialni stiski in starostnikom. Obseg teh ciljnih skupin ni zanemarljiv in lahko za turistične ponudnike predstavlja tudi poslovno priložnost. Zanemarljivo ni niti dejstvo, da lahko prav vsak od nas, sploh ob trendu naraščajočega deleža ljudi visoke starosti, nekoč sodi to skupino turistov. Turizem za vse je zagotovo ena izmed smernic nadaljne rasti slovenskega turizma in pomemben del trajnostnega razvoja turizma. Zavedati se je treba, da trajnostni razvoj namreč ne pomeni zgolj skrbi za naravo, temveč tudi za ljudi in gospodarsko blaginjo. Temu konceptu v Sloveniji že vrsto let utiramo pot, v nekaterih destinacijah je ponudba v veliki meri prilagodjena potrebam ranljivih skupin, drugih bistveno manj. A v turizmu smo že velikokrat dokazali, da, kjer združimo moči vsi deležniki turizma, premikamo stvari na bolje. To se pozna tako v gospodarskih kazalnikih, kot v zadovoljstvo vseh vključenih. Ob svetovnem dnevu turizma čestitam vsem, ki svojim delom in srčnostjo pomembno prispevate k uspešni zgodbi slovenskega turizma, ter vam želim veliko uspeha tudi v prihodnje. Ob tej priložnosti pa bi sama tudi izkoristila priložnost, da se zahvalim občini Brežice in Turistični zvezi Sloveniji, ki sta tudi prepoznali težo našega projekta Občinske turistične zveze Brežice, ter mu preko razpisov namenili finančno pomoč. Hvala še enkrat. Anja, zdaj pa beseda. Danes so z nami člani moškega pevskega zbora Kapele, ki delujejo pod okriljem kulturnega društva Kapela. Njihovi začetki segajo v letu 1920, zato so se zamenjale številne generacije pevcev. Od začetka septembra zbor ponovno vodi profesorica Mihaela Pomočan-Koše. Ponosni so na številna priznanja, med katerimi ima posebno mesto srebrno priznanje iz regijskega tekmovanja odraslih pevskih zasedb, ki je potekalo leta 2013 v Šentjerneju. Danes jim prisluhnimo ob naslednjih skladbah Solinar in Oprosti. Zapuščene so soline,
noči. U tvoje prazne kavedine nihče več morja ne spusti. I nikogar več ni tu, ki bi gledal, kot si ti. Kako sonce ljubi morje in vso ga spremeni. Tvoja žitev je končana in poletja žar pojema, le galebi krožijo v siju sončnega objema. Žitev je končana in poletja žar pojema, le galebi krožijo v siju sončnega objema. Le soline so ostale, tebe pa soli nastali, dolgo
Ja ne idem leži, da ne osjetim led, iz tvoje strane posteje. Budi učiš, ti svako drži svoju stranu svoju ponosa i gluposti, da moglo bi bit, da je lakše umrit, nego ljudima reč oprosti. Da moglo bi bit, da je lakše umrit, nego ljudima reč oprosti. Ja te ne mogu naći tako kako te znam, što hoćeš od mene, ja ne razumim. I ovdje nisi ti, ovdje nisam ja, to su neki furešti, unisni ljudi. O Bože, da mi ne promini, o moj Bože, ili tebe, ili sebe isto je. Da moglo bi bit, da je lakše umrit, nego ljudima reč oprosti. Da moglo bi bit, da je lakše umrit, nego ljudima reč oprosti. Daj, reci sada, reci sada, 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 oprosti. Zboru kapele za izvedeni skladbi. Urejeno in gostoljubno okolje je pogoj za uspešen razvoj turizma. Priča temu smo tudi šolami in kraji oziroma vasmi v občini Brežice. Sledi podelitev priznanj Moja dežela lepa in gostoljubna v občini Brežice. Zato na oder vabim predsednika komisije gospoda Jožeta Lovenjaka, da spregovori o delu komisije na terenu. Hvala za besedo. Tako vsako leto sem postavljen v zelo težek položaj. Dejansko sem član komisije že od leta skoraj 25 let. Zato tudi spremljam v bistvu ves ta razvoj, kot se je, bom rekel, razvijal in kraji in vsa ta akcija na koncev z gospodom Viljem Pavličem na čelu, pa z ne vem tom še na koncu. Glejte, zelo me je razveselil v bistvu ta napredek pri vsem tem, ne? In eno je to, drugo pa razveselil me je v bistvu to vsakoletno pričakovanje, da se nekje konec junija ali pa pač, kdaj se že pač začetek julija vrnemo v vaš kraj. In ko se mi lahko pohvalite, ne, in to zdaj govorim v svojem imenu, sicer no, je še gospa Vesna Zakonček, pa Marija Levak, koliko smo skupili, ko mi z veseljem poveste, pa veste, lansko leto ste pa rekli to, zdaj smo pa to naredili, ne, tako. Ampak s tem se nas postavili v en čuden položaj, ne, da na koncu pa vseeno mi na koncu reči, a veste, nekde pa najboljši, nekde pa drugi, nekde pa tretji, ne.
Vem, da je to zelo težko in če dalje težje. Tako da, gledajte, vse odločitve, ki jih sprejemamo, smo sprejeli skupaj. Jaz sem preračunal že vnaprej, če kdo kaj zameril, ampak enostavno ne gre drugače. Še enkrat pa poudarim, da nas res veseli tudi kot komisijo in tudi kot član Posavske komisije, ki potem da kraja ali pa nekatere zadeve naprej, so zelo navdušeni nad našo okolico, nad našim napredkom, nad našo gostoljubnostjo, nad našo urejenostjo, da bi tako rekel. Žal mi je, da so dejansko v republiškem nivoju izpadle šole, da pač to ocenjujemo v sklopu občinske komisije samo in poddelamo priznanja kot občina, ker so tudi naše škole na koncev prejemala lepa priznanja tudi v sklopu države oziroma republike. Glejte, še enkrat moram reči, delo komisije je zelo oteženo, oteženo v tem smislu, da na koncu, ko treba reči, ali pa potegnem črto, kdo je najboljši, kdo je najlepši, ne zameriti. Še enkrat, stanje je tako, kot je, vendar tudi potem glede na to, kako se potem naši kraji, ki so ocenjeni kot najboljši, uvrstijo na republiški ravni ali pa na posavski ravni, tako kot mesto Brežice, kot kraji posamezni, nekako kontrolirano in se poznamo. Zelo sem tudi, bom rekel, ponosen na to, da me tudi med letom veliko ljudi pokliče tako z krajev kot z krajevne skupnosti iz šol, kaj še narediti, kaj postoriti, kaj bi bilo boljše. Vendar, kot rečem, na koncu smo postavljeni pred neko dejstvo, da moramo neke zadeve reagirati. Je pa, tako rečem, še enkrat rekel, zelo sem ponosen, da dejansko od leta 92, ko se delujem v tej komisiji, ne pretrgoma, bolj ko ne, izredno velik napredek, razplošno, bom rekel, glede vseh krajev, glede vseh šol. Lep dober večer, spoštovani predstavniki turističnih društev. Včeraj v Mednarodnem dnevu turizma je župan zelo lepo povedal, da se bom sposodila kar njegove besede, namreč, da ste turistična društva, seveda predstavniki turističnih društev, duša in identiteta naših krajev. Prav sem se zapomnila in popolnoma se strinjam s temi besedami. Hočem povedati, da dejansko, ne glede na to, kako se trudimo javni zavodi na tem področju, brez podaljšanih pridnih rok, vaših pridnih rok, dejansko bi bilo bore malo. Včerajšnji dan je dejansko opominjal, opozarjal na pomen turizma v svetu, slednji pa je še posebej za občino Brežice izredno pomemben. Po številu nočitev smo torej na 4. mestu v državi, za prestolnico Bledom in Piranom. Več kot 630.000 nočitev. Zame pa je dejansko še posebej pomemben podatek, včeraj sem ga izvedla, da v zadnjih 8 letih 95% teh nočitev pade na Terme Čatež, se pač moramo zavedati. Ampak zelo tak spodbuden podatek se mi pa zdi, da je bilo pred 8 leti 99% nočitev zaradi Term Čatež, danes pa 95%, kar pomeni, da dejansko 30.000 nočitev ustvarite tudi vi, tudi z vašo pomočjo. Kolikor sama poznam stanje na terenu, dejansko ravno vi, ki urejate kraje, dejansko tudi spodbujate manjše ponudnike, mogoče tiste, ki se s turizmom ukvarjajo v popoldanskem času in jim dejansko tudi omogočate, da se turisti zadržujejo tudi pri njih. Nadaljevala v več kategorijah. Torej v kategoriji osnovne šole prejme 3. mesto osnovna šola Artiče. Šola, na kateri je doma kultura. Poleg kulture so dejavni tudi na športnem področju, imajo svoj sadovnjak, sodelujejo v projektih Zdrava šola in Ekošola. Vključeni so v shemo šolskega sadja in zelenjave in vsako leto pripravijo tradicionalni slovenski zajtrk. So tudi humanitarna šola, se izbirajo zamaške za otroke, sodelujejo s Karitas in Rdečim križem. Izvedejo akcijo zbiranja starega papirja, pridno ločujejo odpadke ne le v šoli, ampak tudi doma. Sodelujejo s krajevno skupnostjo Artiče ter društvi.
Na šoli se imajo lepo, se radi družijo, si zaupajo in se veselijo dosežkov svojih učencev. Radi živijo v lepi, čisti, varni in zdravi okolici, zato temu skupaj s krajevno skupnostjo Artiče namenjajo veliko pozornosti. Čestitamo! Drugo mesto v kategoriji osnovne šole prejme Drugo mesto v kategoriji osnovne šole prejme osnovna šola Globoko. Z modro do znanja, zvršno do ljudi, zeleno do čistega okolja. Je vodilo tudi šolo Globoko skozi barve šolske zastave in grba usmerja v vrednote znanja, sodelovanja, medsebojne komunikacije in skrbi za okolje. Te se skozi številne dejavnosti, ki jih izvajajo na šoli, s pridom učijo, izvajajo in posredujejo številnim generacijam mladih in vsem, s katerimi sodelujejo. Trudijo se, da bi učencem, njihovim staršem, krajanom in nenazadnje tudi zaposlenim nudili toplo in varno zatočišče, ki vsaki ciljni skupini nudi tisto, kar posameznika pripelje do kakovostnejšega bivanja in potovanja v lastni življenjski poti. Mesti imamo dve, torej tudi v kategoriji osnovnih šol prejme drugo mesto osnovna šola Maksa Preteršnika Pišece. Radovedni popotnik, ki zaide v Pišece, na prvi pogled prepozna, da je v kraju, kjer preteklost radodarno ponuja svoje privlačne podobe. Mlini, pritesni strugi Gabrnice, domačija jezikoslovca Maksa Preteršnika, Kovaški muzej, romanski grad mogočnih moskonov. In v srednjem delu Pišec osnovna šola Maksa Preteršnika, ki mladim odpira vrata v pot znanja. Simbol šole je pero, s katerim je Preteršnik ustvarjal svoj slovar, po peresu je rumeno sonce, ki si je na mlinsko kolo v Gabrnici, otroci njihove UNESCO šole s prijatelji v drugod, pa v potočku veselo rajajo in si v Pišecah v skrbi za trajnostni razvoj želijo lepšega življenja. Osnovna šola Maksa Preteršnika Pišece se napaja iz bogate dediščine. Na šoli se pogumno in prizadevno lotevajo projektov, s katerimi presegajo krajevne, občinske in celo državne meje. Se pa zavedajo, da mnogih ciljev ne bi dosegli brez izjemne podpore staršev in neposrednega okolja. Mesto v kategoriji osnovnih šol prejme osnovna šola Brežice. Osnovna šola Brežice ima zelo širok šolski okoliš, ki ga obiskujejo učenci levega in desnega brega Save in velja za največjo šolo v občini Brežice. V sklopu šole deluje tudi osnovna šola s prilagojenim programom. Kot vsaka šola ima tudi osnovna šola Brežice svojo vizijo, poslanstvo, strategijo in cilje, ki so usmerjeni v kakovostni vzgoji in izobraževanju. Strokovni delavci se zavedajo pomena inovativnega učnega okolja za uspešno učenje, zato po najboljših močeh pomagajo pri pridobivanju znanja in veščin, vodijo in usmerjanju ob upoštevanju najnovejših spoznanj o učenju. Vse to pa zahteva nove pristope in spremembe že utečenih praks in rutin. Odločili so se za izvedbo projektov pod skupnim naslovom Od kakovosti k odličnosti. Knjiga Plus, Biti in imeti, jaz, ti, mi. V drugi kategoriji srednje šole, drugo mesto prejme Ekonomska in trgovska šola Brežice. Na šoli izvajajo 5 verificiranih izobraževalnih programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, in sicer 3-letni program trgovec, 4-letni program ekonomski tehnik in 4-letni program logistični tehnik,
4-letni program predšolska vzgoja ter 2-letno poklicno-tehniški program ekonomski tehnik. V višji strokovni šoli izvajajo višješolski program ekonomist. Prioriteta je skrb za čim boljšo šolsko klimo, za takšno vzdušje, ki bi vseka ni uresničeval samega sebe in našel v sebi ustrezno mesto v velikem šolskem kolektivu, s čimer poudarjajo, da jim je mar za vsakega posameznika. Šola je verificirana tudi za izobraževanje odraslih. Pri slednjih uporabljajo sodobne načine izobraževanja ob uporabi modernih učnih pripomočkov. V kategoriji srednje šole prejme Gimnazija Brežice. Preteklost gimnazije je bila zelo dinamična in raznolika, polna bolj ali manj predvidljivih in želenih dogodkov. V vsej svoji zgodovini zgledno upravlja svoje poslanstvo in ostaja neločljivo povezana z lokalnim okoljem, v katerega je umeščena. V današnjem času pa se ne uveljavlja zgolj na slovenski ravni, temveč odseva tudi preko meja v evropskem prostoru. Delo na gimnaziji je zazrto v prihodnost. Gimnazija Brežice si prizadeva generacija svojih dijakov obremeniti ne le splošnim znanjem, ki je temelj za nadaljnje šolanje, temveč jih tudi vzgojno in kulturno osvešča, jih navaja na samostojno in kritično mišljenje, svobodo misli, demokratični dialog in toleranco. Torej, v tretji kategoriji Vaška jedra prejme tretje mesto Slovenska vas. Nekaj kilometrov dolga in v prometnici grajena Slovenska vas je svoje ime dobila leta 1992. Do tedaj je nosila ime Bregansko selo. Sosednjo Hrvaško jo meji reka Breganica in šengenska meja. Za to področje je značilno, da so bili vedno povezani z družinami, ki so živele na desnem bregu na Hrvaškem. V rimski dobi je bila tu zgrajena utrdba Romula in Carina. V začetku 50. leta prejšnjega stoletja je jugoslovanska ljudska armada zgradila največji vojaški remontni obrat v tedanji Jugoslaviji, na področju katerega so danes zametke proizvodne poslovne cone. V maju 2015 so gostili tretje srečanje slovenskih vasi iz vse Slovenije. Drugo mesto v kategoriji Vaških jeder prejme Mostec. Pretežno obručasta vas, ki na severu sega do potoka Gadranica, na jugu do Save, na vzhodu in zahodu pa jo obdajajo polja in travniki. Že v preteklosti je reka Sava dajala pečat vasi Mostec, zato so v koncu 19. stoletja na Mostec iz sosednje Hrvaške pripeljali splav po domače brod, ki je povezoval levi in desni breg reke. Namenjen je bil prevozu živine in kmetijskih pridelkov, kasneje turistov v Čateške toplice. Temu namenu služi še danes, po 131 letih, za kar je nedvomno zasluženo brodarsko turistično društvo, ki skrbi, vzdržuje in ohranja dejavnost brodarstva. V avgustu letošnjega leta so ga vpisali v register nesnovne kulturne dediščine. V središču vasi sta dve gostilni, stara gostilna Krulc, ki goste sprejema od leta 1529, zato legenda govori, da se je v predhodnici te znane gostilne okrepčal že Matija Gubec s svojo vojsko ter gostilna Cetin. Obe sta poznani po kulinaričnih dobrotah in pristnih domačih vinih. Ob regionalni cesti Brežice-Dobova stoji cerkev svetega Fabijana in Sebastjana iz leta 1767, ki je bila zgrajena v zahvalo za rešitev pred Kubo. Cerkev skupaj z mogočno lipo sooblikuje prijeten obcestni motiv. V neposredni bližini se nahaja Gmajna, kjer v adventnem času postavijo največji adventni venček v Sloveniji. V letošnjem letu so na tem mestu postavili še maketo broda.
mesto v kategoriji mestnih jeder, oziroma vaških jeder, se opravičujem, prejme Cerina. Vaško jedro Cerine se razprostira od srednjeveškega dvorca proti gasilskemu domu. Na tem mestu se nahaja vzorno urejeno igrišče z igrali za otroke, kakor tudi športno igrišče za razne športne aktivnosti. Pri gasilskem domu je tudi lepo urejen prostor za družabne prireditve, ki ga domačini radi ponudijo za razne piknike, rojstnodnevne zabave in druge priložnosti. V kategoriji vasi prejme tretje mesto vas Rigonce. Rigonce so ravninsko obcestno naselje v krajevni skupnosti Dobova na desnem bregu reke Sotle. Tu poteka slovensko-hrvaška meja, blizu sotočja s Savo. Na zahodu jih obdajajo travnik in njive, železniška proga je vas razdelila na dva dela, na zgornje in spodnje Rigonce. Reka Sotla je vas večkrat poplavila, v poletnih mesecih pa privabila številne kopalce. Ime izhaja iz nekdanjega dvora Rigonce, katerega je leta 1690 ustanovil Anton Vremec iz 6 predhodnih kmetij. V 19. stoletju so bili v poslopju zapori in kasneje šola, danes pa v njem ni vidnih sledi. Pri železniškem mostu so v strugi Sotle našli prazgodovinsko koščeno sekiro, na njivah so ostanki antične stavbe. V času osamosvojitvene vojne leta 1991 je v Rigoncah teritorialna obramba Brežice ustanovila kolono oklepnih transformatorjev jugoslovanske armade, žal pa je tu padla tudi prva žrtev te vojne. V Rigoncah so v spomin na to vojno postavili spomenik. Po osamosvojitveni vojni leta 1991 so v Rigoncah zgradili meddržavni cestni mejni prehod, mejno policijo in carino. Drugo mesto prejme Nova vas. Vas se razprostira od Mokric proti Obrežju. Skozi vodi cesta proti mejnemu prehodu je vzorno urejena, za kar so zaslužene pridržke vaščank in vaščanov, ki skozi vse leto skrbijo za cvetlične otočke. Tudi napis izkušpana skrbno negujejo in ohranjajo. Vse to je odraz njihovega dela, zato so ponosni na že prejeta priznanja v preteklih letih. Prvo mesto v kategoriji vasi. Prvo mesto v kategoriji vasi prejme vas Črešnice. Črešnice so z 230 prebivalci največje naselje v krajevni skupnosti Crklje ob Krki. Geografsko ležijo na glavni cestni povezavi Crklje-Krško, njena prva omemba pa sega v leto 1285. Prebivalci se dnevno vozijo v službe, Krško, Brežice in Novo mesto, otroci obiskujejo osnovno šolo Crklje ob Krki ali srednje šole v okoliških mestih. Kljub temu, da ima skoraj vsaka hiša njivo, se jih z intenzivnim kmetijstvom ukvarja zelo malo. Na bližnjih njivah pa si pridelajo nekaj hrane ter v vinogradih nekaj rujne kapljice. V kategoriji izletniški kraji prejme tretje mesto vas Krška vas. Najstarejši sledovi, ki kažejo na naselitev človeka na območju Krške vasi, vodijo že v konec mlajše kamene ter začetek kovinskih obdobij. Gre za ostanke keramičnega posodja ter drobno kamnito orodje, najdeno v Krki na skrajnem jugozahodnem delu vasi. Že
Starinoslovec Pečnik konec 19. stoletja piše o številnih prazgodovinskih ter rimskih bogovih, odkritih v okolici vasi, omenja pa tudi rimski most čez Krko, kateri ostanki naj bi bili v tistem času še vidni. Podatki ne presenečajo, saj je v neposredni bližini znana prazgodovinska ter poznoantična naselbina na Gradišču pri Velikih Malencah. Naselje na tem mestu se omenja v Kostanjeviškem urbarju iz 14. stoletja in sicer pod nemškim imenom Zuzdenferdelin, se prečujem, na otoku, glede na lego med rekama Savo in Krko. Že pred drugo svetovno vojno je v Krški vasi več obrtnikov, gostiln in trgovina, pa tudi 3 mlini. Na dejavnost mlinarstva simbolizirajo mlinski kamni, ki so jih postavili v letošnjem letu. Po vojni je sredi vasi postavljen spomenik padlim borcem ter žrtvam fasističnega nasilja iz vasi in okolice. Drugo mesto v tej kategoriji prejme vas Sromlje. Sromlje leži na zahodu Bizeljskih goric na prisojih Leve Orlice, ki se spuščajo v obrobje Panonske nižine. V kamnitih plasteh se nahajajo fosilni školjk, ki kažejo na obalo nekdanjega Panonskega morja. Kraj se prvič omenja leta 1268. V Ajdovski jami na Silovcu so odkrite najdbe iz pozne bronaste dobe. V vasi Sromlje, ki je središče istoimene krajevne skupnosti, imajo dom krajanov, gasilski dom, župnišče, cerkev svetega Martina in cerkev svetega Janeza. Zaradi premajhnega števila otrok so leta 1971 ukinili podružnično šolo. V središču Sromelj je postavljen spomenik, ki simbolizira 3 čete združene v kozjanski odred. Po območju krajevne skupnosti poteka trasa Bizeljsko-Sremiške vinske ceste, po vseh vaseh krajevne skupnosti poteka tudi Sromeljska pešpot ali pot Vinara in Sonca, kot so jo poimenovali v projektu Pešpoti v Posavju. Pot je dolga 15 km, ob njej pa se lahko ukrepčate na 36 točkah ponudnikov domačih dobrot in vin. Društveno življenje v Sromljah je zelo pestro, saj tu deluje lepo število društev. Prostovoljno gasilsko društvo, vinogradniško društvo, kulturno društvo, moški pevski zbor, ljudski pevci in turistično društvo. Da so Sromlje urejene in da že vrsto let svojo ureditvijo zasedajo prestol v sklopu projekta Moja dežela lepa in gostoljubna, kategorija izletniški kraj v občini Brežice, je zasluženo turistično društvo Sromlje. Hortikulturna ureditev jim veliko pomeni, zato so pred leti celotno pobočje ob vzhodu v vas zasadili z narcisami, čez leto pa zasadijo tudi javne površine po vseh vaseh, bodisi s trajnicami ali enoletnicami. Prvo mesto v kategoriji izletniški kraji prejme vas Rtiče. Kraj na hribčku krasijo šola, cerkev svetega Duha, Banova domačija, prenovljeni prosvetni dom in sadovnjaki. V 9 vaseh, ki spadajo pod krajevno skupnost Rtiče, živi okrog 1800 ljudi. Posebna znamenitost kraja je 200 let stara Banova domačija, spomenik kulturne dediščine, ki ga obišče veliko otrok in ostalih obiskovalcev. Na domačiji najdemo tudi ostale pripadajoče objekte, rekonstruirano leseno hišo, obnovljeno gospodarsko poslopje, čebelnjak, sušilnico sadja, vinski hram, koroznjak, svinjak in drvarnico. Ljudje v kraju so vpeti v kulturo in sadjarstvo. Enkrat letno se v kraju organizirajo sadjarski dnevi, ki so zelo dobro obiskani. Kulturno-umetniško društvo Oton Župančič, ki je leta 2011 praznovalo 80. obletnico delovanja, je znano tudi izven slovenskih meja. Sem sodijo folkloristi, tamburaši, mešani pevski zbor, dramska sekcija, ljudski pevci in treberški drotarji. V kraju se vsako leto odvija mednarodni folklorni festival Slow Folk.
dogodka podelitve naših priznanj. Če želi še kdo kaj povedati, beseda je njegova. Jaz bi prosila sam tiste iz prvih kategorij, sem vam še spominsko darilo pozabila podeliti, pa bi prosila vaška jedra pa osnovne šole, če se mi bojo še enkrat potem oglasile tudi, da dobijo pač ta spominek. Bi se pa zahvalila ob tem še o podelitvi gospe podžupani Katji, tudi z enim spominkom. Namreč letos je leto zelenega turizma, otvoritve zelenih oken in tudi naš spominek, šalce, predstavlja to zeleno okno s tem datumom. Tako da izdelek je uporaben in pa tudi namen je gor napisan. Bojda so nekaj več kot 100 oken odprli v Sloveniji, no v občini Brežice smo pa kar 3, no, tako da mislim, da smo kar krepko nad slovenskim povprečjem. Najlepša so naša, če smo tako da res. In najlepša so, tako da res najlepša.